Tako da, evo, mladi v digitalni dobi, kako razumeti in podpreti študente v času apatije, pritiska in razpršene pozornosti. Se pravi, več je že povedal Danilo, ne bom se zatikal tukaj. Kaj bomo danes skupaj odkrili, je notranji svet mladih, se pravi digitalno okolje, motivacija, samopodoba, kaj se skriva za apatijo, ker ozadje vedenja, ki ga prehitro označimo ali len ali nezainteresiran, damo hitro neke nalepke. Ta naša družba danes je tako, bi rekel, moja generacija, pa še mogoče starejše generacije, pa tudi nove hitre dajemo nalepke gor, bolj kot da bi se ukvarjali, da bi ločili vedenje pa osebnost. Mi tu združimo in ker tu združimo, dejansko nimamo kaj velikih šans pri ljudeh, ki nas poslušajo, da smo leni ali pa bedni. Komunikacijski pristope bomo pogledali, kako se da z njimi pogovarjati in praktične usmeritve, se pravi vprašanja, ki pomagajo k smislu in odgovornosti. Zdaj, najprej vprašanje za udeležene. Če ste že kdaj pomislili, zakaj so tako pasivni, ki jih toliko ponudim? To je verjetno sigurno kot profesori ali pa nekdo, ki se ukvarja z mladimi, je dostikrat ta zagata v nas samih. Pa kako, toliko jim damo, pa oni pa še kar pasivni. Ali pa na videz se jim zdi, da jih itak nič ne zanima in pol zna hitro naš glasek v glavi začeti vrteti razne interpretacije, a sem jaz problem, a je z njimi kaj narobe, a je tudi generacija, ali kako jih starši vzgajajo, ali kaj se mi sploh tle gremo, itak je brez veze in tako naprej. In kako do njih, ki so pa miselno povsem nekje drugje. In če ste to pomislili, je to, bi rekel, v tej dobi normalno, te iste misli imamo tudi mi med našimi delavnicami, predavanji. In tle ena skrivnost je, da je nujno potrebno te misli odložiti. Zakaj? Ker naši možgani si zapomnejo vse. Pač kar vidijo, kar slišijo, vse, kar se dogaja. Pol pa grejo te informacije čez naš sistem prepričanj in vrednot in na ene trzamo bolj, na ene pa ne. Recimo, da je na ulici avto rdeč, se noben kaj preveč ne sekira. Če pa pade nek svinčnik na tla med predavanjem, pa vsi tako, zdaj je tu nekaj zmotilo in znamo reagirati, ali pa pustimo, pa rečemo, se je človeško. Tako da, če se da te misli na stran in s čim jih lahko zamenjamo, bomo najprej pogledali eno stvar, ki se reče, kako družba vidi današnje mlade. Pa te, ki ste tukaj, bi vas prosil, če kar v chat se malo vključite, pa napišite, kakšni so današnji mladi. Pa boste tle res iskreni pa direktni. Sej, kakšni rečejo, ja, polni potencijala. Ja, samo če bi jih tako poslušali, bi bilo marsikaj drugače. Tako da, kakšni so današnji mladi? Vem, če bom jaz lahko videl chat. Kolikor ga ne boste, bom jaz spremljal komentarje in vam jih preberem. Tako da, ko bo prvi komentar, vam povem. Jaz bom pa počakal, da kdo kaj napiše. Da je malo bolj interaktivno, da ni samo Jernej govori, mi pa poslušamo. Še vedno čakam na prve odgovore. Okej. Če bom pa iz izkušenj povedal, ker delamo tudi predavanja za odrasle in tam to vprašam, in učitelje. In dostikrat rečejo, ja, so nespoštljivi, nezainteresirani, odvisni od ekranov, zdolgočaseni, uporniki, jezikavi, nič se jim ne da, apatični, melanholični in tako naprej. Odgovorov je kar nekaj zdaj v klepetu. Okej, evo, super. So samo na telefonih, potem apatični, pasivni, nezainteresirani, TikTok generacija, razvajeni, ker imajo vse na dosegu roke in se jim ni potrebno preveč truditi, potem ponovno apatični, depresivni, brez cilja, ležerni, nezainteresirani, naivni, vedo veliko informacij, so empatični, se mi pa zdi, da se vidi, da so naučeni, da se postavijo zase in zahtevajo, kar jim pripada. Potem še enkrat apatični, pasivni, nezainteresirani in pa mislim, da se en čas iščejo, kot smo se mi. Ko se najdejo, so zelo dobri prijatelji, sošolci, delavci. Pa še zadnji odgovor, v tem trenutku polni idej, vendar jih ne razvijajo. To je to.
Ja, zanimivo in hvala za odgovore in iskrenost. Zdaj bi vas pa prosil, da odgovorite še na naslednje vprašanje. Kaj vi osebno ali pa družba pričakuje od mladih? Večjo angažiranost in več samoiniciative, motiviranost, da izpeljejo, kar so se odločili, vključenost, prevzemanje odgovornosti, sodelovanje, in pa da bodo razvijali sebe in svet. Pa še en odgovor, da znajo izenačiti dolžnost s pravicami, samostojnost, da uživajo mladost, da ne zabredejo v odvisnosti. Potem pa še en odgovor, da razvijajo odgovornost do sebe, družbe in okolja. In zdaj imamo tukaj en paradoks. In ta paradoks je, da če mi mlade poslušamo, ali pa če si predstavljate, da bi vaši prijatelji vas poslušali, da ste leni, apatični, nezainteresirani, odvisni od telefona, nemotivirani in še vse ostale stvari, ki ste jih omenili, hkrati pa zdaj jaz od vas pričakujem samostojnost in odgovornost. A je to možno? Jo po mojih izkušnjah ni. In vprašanje je tudi, če bi se želeli družiti z ljudmi, ki vas poslušajo tako, a ne? In mladi tu zaznajo, oni so daleč zadnji, bomo malo kasneje pogledali, zakaj, ampak najprej bi tle rad vedno dal eno odgovornost nam odraslim, ker tudi mi smo imeli te izzive, ki smo odraščali, so nas starejši tako poslušali, ampak smo nekako prebredali, ker smo imeli eno drugo stvar, več smo imeli tišine, znali smo kupiti hiter smisel, ki so nam ga povedali, pač smisel je, da prispevaš, da si produktiven, da nekaj delaš, hodi v šolo, pa boš imel dobro službo in tako naprej, to so tudi še meni prodali, a ne. Zdaj tem mladim, ki pa imajo res veliko informacij, pa tega ne gre več tako z lahkoto prodati, a ne. Hkrati pa veliko enih stvari namesto njih naredijo drugi, kar je bil tudi prej komentar, a ne, da so razvajeni, da kar si zaželijo, dobijo, niso vzgajani v tem smislu, če hočeš nekaj dobiti, rabiš nekaj narediti. In zdaj imamo tle močne, bi rekel, križanja, a ne, dobesedno so tu paradoksi, kako se že reče, tragične in komične situacije hkrati, ker mi od človeka, ki ga poslušamo, da je le nezainteresiran, nemotiviran, apatičen, pričakujemo, da bo sam iniciativen, odgovoren, imel ideje, jih bo realiziral in tu enostavno ne gre, a ne. In na nas je, da to spremenimo. Zdaj, malo kasneje bomo se dotaknili, kaj lahko konkretno naredimo. Še eno stvar bi tukaj pogledal, ki sem jo dojel, ker sem študiral na Danskem, na izmenjavi sem bil, in sem gotovo, kaj si dejansko želimo vsi ljudje na tem planetu. Trenutno nas je tudi podatek od včeraj zvečer, 8 milijard 288 milijonov 750 tisoč 793, to je tam, sem res čakal preden sem šel spat, da sem prelimal to noter in to je bilo tam nekje ob 11. Zdaj ta številka je že zrasla za ene 150 tisoč do tega trenutka, ker zraste nekje v povprečju 200 do 250 tisoč na dan. Se ljudi več rodi na planetu Zemlja, kakor jih umre, a ne. Zdaj, če kdo hoče pogledati, lahko sam vpiše v brskalnik current world population, pa kliknete en, drugi, tretji link, jaz kliknem enega, ki je zeleno, mislim, da je worldometer, nekaj takega, in je ta številka tam, pa še en polno drugih statistik. V glavnem, zakaj to? Ker to tudi na naših delavnicah mladim pokažemo in se tle, wow, niso nikoli sploh ne razmišljajo, ne gledajo tako široko, ne zavedajo se dejansko, v kakšnem svetu živijo in koliko je to veliko, ker več ali manj gledajo samo čez sebe in čez tisti ekranček in ga zelo prehitro damo na uporabo. In pa sledi vprašanje, kaj si želimo vsi ljudje na planetu. Pa bi tle tudi vas prosil, da odgovorite, kaj vi mislite, da sta dve stvari, ki jih imamo vsi ljudje na tem planetu skupne in si jih vsi želimo.
svoboda in ljubezen, zdravje in sreča, ljubezen, spoštovanje, mir, zdravje, mir, svobodo, blaginjo, pa še enkrat mir, potem dostojno življenje v miru in pa zdravje. To so zaenkrat odgovori. Super, ali? Zdaj se bom z vami malo tako poigral, kakor se poigram tudi na delavnicah z mladimi, pa tudi starši in učitelji, ki delamo večinoma po osnovnih srednjih šolah. Zdaj, zdravje rečemo, da nam je pomembno, ampak koliko od nas se je danes zjutraj zbudilo in je reklo, zdrav sem, to, upam, da bom jutri tudi. Bolj noben, Večina ljudi zdravje jemljemo za samoumevno in nas res začne boleči šele, kadar zbolimo, Pravijo, bolni imajo eno željo, zdravi imamo 1000 želja, Potem ste rekli mir, definitivno se strinjam, ampak če mi hočemo imeti mir, moramo prvo najprej mirni biti, Zdaj, to je pa že drugo mojstrstvo, kako do tega prideti, Je pa ena stvar, ki je dvignilo 23,000 najstnikov, v bistvu 2 stvari, ki so dvignili roke gor, da si želijo, pa isto starši, učitelji. In tu je, da si ljudje želimo biti srečni, sicer lahko tle noter zapakiramo zadovoljstvo, veselje in tako naprej. To je ena zadeva. In druga zadeva, želimo si ljubezni, da nas imajo ljudje radi, da nas imajo ljudje radi in mi njih. In če tako pogledamo, sem jaz to dojel pri 25. Vsi ljudje, ker tam na Danskem na izmenjavi sem spoznal ljudi iz vseh koncev sveta, različnih ras, kultur, ver, zanimanj, ekonomskih ozadij in tako naprej. Vsi si želimo sreče pa ljubezni. A ko pogledamo delovanje naše družbe, kjer 2 stvari manjkajo? In odgovor je ravno te 2. In kako vemo? Ja, ker srečen in ljubeč človek ne škodi sebi in ostalim. A je tako? Srečen in ljubeč človek ne škodi sebi in ostalim. Vsi ostali pa trd izraz bullshitamo, nabijam. Mislimo, da lahko malo lovimo krivine, pa bližnjice, pa sej noben ne ve, če sem se rekel, da bom vsak dan telovadil, pa zdaj že en teden nisem šel, pa verjetno še en teden ne bom šel, ampak itak noben ne ve, da sem si jaz to obljubil, pa je okej. Ampak v resnici ni, ker te črvi nam pa lezejo po glavi. Nisi šel telovaditi, spet se bo zredil, in vse druge stvari. In hkrati, ker ne znamo takšni biti do sebe, smo tudi takšni težko navzven do drugih. Ker ljudje delamo drugim večinoma to, kar delamo sami sebi. Znamo naven dosti fejkati, pa biti prijazni in ta naša družba je ta problem, da je veliko pretvarjanja. Ampak pretvarjanje pride, ker zakrivamo sam odnos do sebe, nismo iskreni sami sabo. Ne rečemo, jaz ne delam tu, ker sem rekel, da bom delal, zdaj pa tu zahtevam od drugih. In vsi vemo, kako se temu reče, hipokritičnost. In zdaj si predstavljajte, da ste mladi, digitalna generacija, odraščate v svetu, ki nikoli ne utihne, ker ko enkrat dobiš telefon, avtomatsko vleče noter in si bombardiran z informacijami, okolje pričakuje, da to imaš, starši jim to kupijo tudi zato, da ne bojo bili otroci v šoli buljani, pa ne bojo bili čudni, pa drugačni in so pripravljeni dejansko zgubiti otroka, zato da ne bi otroka zdaj nekdo rekel, ti si beden, ker nimaš pametnega telefona. Čeprav jaz jim ne rečem, da imajo pametne telefone, ampak imajo telefone, ki jih poneumljajo, se pravi po angleško ni smartphone, ampak make you stupid phone, ker večina ne zna uporabljati pametnega telefona, da bi jim služil telefon, ampak postanemo sužnji telefonov. 2 najbolj uporabni aplikaciji, koledar pa alarm, ampak večina mladih alarm mogoče za zjutraj v šolo, ampak zato ne rabi telefona, ima lahko analogno budilko, koledar pa itak ne ve, kako ga uporabljati. Vsi bi pa radi bili uspešni, pa zaslužili veliko denarja, pa da bi jih ljudje spoštovali. In je ta problem, da jim ne damo nobenih veščin tekom šolanja. Pričakuje se, samoumevno je, mogli bi jim dati starši pričakujejo, da bo dala šola, samo eno znanje se fila noter in imamo ta problem, da živijo v svetu, ki nikoli ne utihne in sploh ne vejo, kdo so
kaj bi bil njihov smisel in tako naprej. In kaj so značilnosti današnjih mladih? Definitivno razpršena pozornost. Da imamo toliko ADHD odločb, ki jih je, tu je, zato ker ima ADHD toliko veliko simptomov. Jaz sem delal pod okriljem mavričnih bojevnikov, sem bil na parih taborih s temi otroki, mentoriral sem jih in dobro vem, kdo je ADHD, pa kdo ima simptome ADHD, ampak niso njegovi možgani ADHD možgani, ampak so dejansko posledica okoliščin. Ker je prišel fant 1 leto na tabor, totalen ADHD, na Ritalinu, čisto razštela. Naslednjo leto brez problema. Nobenega Ritalina nič. Smo se malo z njemu pogovarjali, kaj je drugače, oči po mami sta se začela pogovarjati. Sprav, ko se je doma ustvarilo varno okolje, so simptomi izvodeneli. Ampak tu govorimo, se moramo zavedati, da 10% teh odločb je realnih, je pravih. Tudi v naših časih se verjetno vsak spomne kakšnega, bolj fantje so bili, ampak tudi kakšna punca, ampak tu govorimo 1, 2 na 4 razrede, ne pa v vsakem razredu 6, 7, 8, kakor je danes. In težko je pol. Zdaj pa pridejo na faks, pa še eno stvar imamo problem, da trenutno generacije, ki so na fakultetah, so Z generacija in te generacije so jo že kar označili, te strokovnjaki, ki to določajo, da so oni izgubljena generacija. In dejansko imamo pol primere, ki 26-letnik dobi službo in ne pride v službo in ga drugi dan kličejo, kje je, in reče, ja, oči, mami, mi ne pustite se po noč voziti z avtobus. In to je realen primer bil, jaz poznam tudi podjetje, ki se jim je to zgodilo, in govorimo o 26 let starem, ne moram reči moškem, ker je še vedno fant, ki pač ne more iti v službo, ker mu ne pustijo se voziti z avtobusom po noč, ker po zimi pač štartamo po noč. In zdaj od tega otroka, fanta, pričakovati samoiniciativnost, on je izkusil strah. Stalno dosegljivost imajo, brez meje med zasebnim, šolskim in socialnim, se pravi, ko sem jaz hodil v šolo, v osnovni šoli sem bil dosti buljan, ampak sem prišel domov, sem imel mir. Oni danes, če so v šoli, pridejo domov, grejo na družbena omrežja in še tam poslušajo, koliko so bedni. Nočejo pa iti stran, zaradi tega, ker se bojijo, da če grejo stran, bojo pa ostali sami. In spet pridemo v te paradoksalne situacije. Aha, tam gor sem, zato da bi bil enak, da bi me drugi sprejeli, hkrati me odrivajo, ponižujejo, ampak če grem pa dol, pa nič nimam. In je ta strah, da gre dol, toliko močnejši, da enostavno pustijo, da se jim dogajajo ene stvari. In pa primerjalna kultura, se pravi, samo podoba je oblikovana skozi filtrirane podobe. Zakaj, če imam, ne razumem čas tehnologije, evo, pa sem tudi tehnološki, da mi zvoni, čeprav sem usedel na potihu, pa ugasno zadeve. Se pravi, čez filtrirane podobe, oni se primerjajo s temi liki na družbenih omrežjih. Danes je še to, da v bistvu imamo AI, se pravi umetna inteligenca, se pravi je človek, ki ga generira umetna inteligenca, seveda mora tu napisati, da je v tem AI creator, ampak veliko podjetij tega ne dela in tisto lahko izgleda super perfektno. In pa se punce in fantje primerjajo in zadnjič sem poslušal na Val 202 eno oddajo, kjer so mladi fantje razlagali, zakaj je šel na operacijo obraza, je rekel, ja, ker sem imel neke lutke in te lutke so bile meni ful lepe, moj obraz mi ni bil in sem hotel imeti tak obraz kot ta lutka in je šel na operacije, na lomljenje kosti, na botokse in vse to, da njegov obraz da izgleda kot obraz lutke. In tle noter, in pol vi dobite te mlade v predavalnico in kaj zdaj z njimi. In meni je jasno, da so tle kleši. Se posebej, ne vem, če veste, da trenutno na planetu Zemlja prvič v zgodovini človeštva živi 6 generacij naenkrat. Se pravi, 6 različnih generacij trenutno sobiva na planetu Zemlja, govorimo od povojnega obdobja pa do danes, kar se ni dogajalo nikoli prej v zgodovini človeštva. In že same
že sami smisli življenja, sami nameni življenja, sam pristop življenju, sam ta, katera generacija čuti pripadnost neki skupnosti ali je bolj individualna, je tu taka razlika, da če si tako iz neke moje generacije, 86-letnik ali pa starejši, so imeli še več pripadnosti skupnosti, te mladi danes so pa zelo individualni, ker svet jih tako oblikuje. Korona je imela pa še ta vpliv, da jih je dejansko zaprl v sobe in kako smo se pa lahko povezovali z drugimi, je prek računalnikov in telefonov in od tam vam pride, da dejansko je telefon, ker njim vzameš telefon, je tako, da bi meni odrezal roko. Tako da oni preživijo 4 ure plus na zaslonu povprečno na dan brez šolskega dela. 68% študentov poroča o pogosti psihični izčrpanosti. In tretjina mladih čuti kronično pomanjkanje smisla in motivacije. Ker kar mi ugotavljamo je tekom šole, tekom šolanja se z otroki noben ne pogovarja o tem, kaj je njim pomembno, kaj si oni želijo, kaj bi bil njihov smisel. In zdaj mi, ki mentoriramo mlade 1 na 1, imamo en sistem, reče se mu kompas življenja, ker večina ljudi je tako, mi smo kaj jadrnice sred oceana, radi bi prišli v Ameriko, ampak nimamo kompasa, pa ne znamo brati zvezd. In po čem se zdaj orientiramo? In zdaj eni zmrznajo, pa stojijo na mestu, pa čakajo, da jim nekaj pade v roke ali pa da se jim nekaj posvet. Eni pa začnejo pluti v eno smer. In od teh, ki plujejo, 2 mogoče prideta v Ameriko, od 198 pa fali in pridejo do konca življenja in pa so tam članki, raziskave, 10 stvari, ki jih ljudje obžalujejo pred smrtjo, kakor so, da niso izkoristili svojega potenciala, da so bili skupaj z drugo najboljšo osebo za njih, se pravi, niso bili z ono osebo, ki so res hoteli biti, ampak so si izbrali drugo najboljšo, da niso šli za svojimi sanjami, da niso imeli boljših odnosov z bližnjimi, da so neke zamere furali predolgo, tam na 6., 7. mestu se znajde tudi, da so zaslužili premalo denarja in tako naprej. Tako da številke tle razkrivajo tu, kar na predavanjih, tako vi, kakor mi, pogosto vidimo, pa redko razumemo. Oni so res bombardirani in njihov ne ve, kaj pomeni imeti fokus, kaj pomeni imeti mer, TikTok generacije, ki je bilo prej omenjeno. 90% je pade fokus ljudem, ki začnejo več, mislim, da 1 uro na dan, gledati šorce, pa v bistvu še manj. Čim ti začneš gledati te kratke videote, ti začne rapidno padati zmožnost koncentracije. In v bistvu tem generacijam napram nam je padlo za 90%, tako da če včasih otrok bil skoncentriran 2 minute ali pa 1 minuto, danes je pa 6 sekund, je tu pač samo zato, ker preveč gleda tega. In s tem handlati ni enostavno. In je treba delati res na dolgi rok, veliko potrpljenja je treba imeti, veliko ljubezni, veliko pogovorov, ki niso mogoče toliko informativne narave, ker jaz si predstavljam, ker pridemo v predavalnico, moja izkušnja je profesor prišel in je odprl gor PowerPoint in začel. In on je pričakoval, da so tam stvari not postavljene. Se pravi, da je tu zdaj varno okolje, kjer smo tam noter študentje, ki si želimo tega znanja, ki ga pa nismo mogli drugje dobiti, razen v res dolgih knjigah. In je profesor bil nekdo, ker je ta znanja koncentriral in nam jih podajal. Zdaj, danes z umetno inteligenco in z vsemi temi pripomočki pa je treba pogledati nekam drugam. Zdaj, kar bi rekel naslednje, ključni uvid tle je, da niso leni, ampak so izčrpani. Psihično so te mladi danes res izčrpani, ker delam z 14-15-letniki, zdaj trenutno imam v mentorstvu 2 15-letnika in en fant je pač res izčrpan od tega in je v šoli ima slabe ocene, ker ne vidi smisla. Ker je toliko informacij, kaj on bi, sploh z umetno inteligenco, pa z vsemi temi online stvarmi, pa z online influencerji, pa starši govorijo, hodi v šolo, da boš imel dobro službo, on pa tam biti nekoga, ki ni končal osnovne šole, pa služi $30,000 na teden za igranjem iger, se pravi, streamanjem.
v živo igra igrice na računalniku, snema se, pogovarja se, dober je v tem, skupnost ga spremlja, ker si ljudje želijo njegovih skillov naučiti, pa tako naprej, pa se z njemu pogovarjati, to še vedno imamo to močno pripadnost nekam, se je zelo močno preselila online, bolj ko v živo nam je dosti težje, večina, jaz vidim po mojih izkušnjah, večino sosedov pač se pozdravimo, ampak nisem pa z njimi spil pijače ali pa da bi piknik imel, to je kar tako malo čudno, se zdi. In je dejansko med korono je online svet postal, ne gremo v bar, ker ne moramo iti, gremo pa igrati igrice ali pa spremljati enega streamerja ali pa nekaj v živo početi. Tako da pride zdaj in so izčrpani od tega, ker iščejo, dopamin dobijo samo iz, se pravi, malo rabijo dati, da ga dobijo, ker ko ti drajsaš po telefonu in gledaš kratke videote, kaj se dogaja. Zelo močne doze dopamina. V bistvu telefon je injekcija dopamina, ki je vsak nosi v žepu. Vsak ima pameten telefon, pa da TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, kjer so te kratki videoti gor, to je injekcija dopamina. Ker možganu se zdi, nekaj sem naredil, pa dobro sem se počutil, pa kontrolo imam, pa lahko dam naprej, če mi je bedno. Zdaj v resničnem življenju, pa če sedim na predavanju, pa mi ni zanimivo, jaz ne morem zamahniti, pa zdaj pride drugo predavanje, ki mi bo zanimivo in tu lahko delam v nedogled, dokler ne najdem 10 sekund predavanja, ki mi je zanimivo. In vse to je treba vzeti v zakup, da tu povzroča ljudeh veliko izčrpanost. In tukaj bomo za moje pojme mogli, veliko odraslih bo moglo stopiti korak nazaj, prinesti veliko potrpežljivosti, ljubezni, razumevanja in obrniti celotno zadevo, ker klasično podajanje informacij, se pravi, da tlačimo informacije v eno kanto, ki je že čisto polna in vse leti ven, to so otroške glave, ne deluje več. Nažalost bo se moglo to spremeniti. Zdaj, gremo še pogledati, kaj se skriva za apatijo. Eno je preobremenjenost, preveč imajo obveznosti, pa premalo zmogljivosti za vse. Pa zdaj smo tukaj lahko kritični, pa kako ima obveznost, sam na faks hod, nič ne trenira, nič, kakšne obveznosti. Ampak ker ta drugi del, premalo zmogljivosti imajo. Če mamica namesto njega vse dela, pa mu ne pusti iti z avtobusom po noč v službo, si lahko predstavljamo situacijo, da je prepopan na mami in mu mami rešuje vse, verjetno ga naročuje še zdravniku, pa zobozdravniku, pa frizerju in tako naprej. Zdaj pa pride v okolje, ki zahteva samoiniciativnost, en predmet je preveč za njega. Kaj šele, ko jih imaš 6, 7, 8. Izguba smisla, v bistvu, zakaj se sploh trudim in nimajo jasnega odgovora in tu je o čemer se bo treba več pogovarjati. Zakaj jim je to pomembno? In prej sem omenil, mi zgradimo ta kompas življenja in kaj je prvo vprašanje, naslovimo je, kaj bi bil njihov smisel, namen. In poleg, ki ga odkrivamo, se pravi, kaj jih moti v svetu, kako bi bilo, če tega ne bi bilo, kakšni bi bili poljudje in pridejo, do tega srečni, svobodni, ljubeči in tako naprej. Rečem, ok, kaj pa, če bi tvoj smisel življenja bil, da so ljudje srečni in ljubeči? In mene vedno znova preseneti, ker še ni bil najstnika, ki je rekel, to je kar nekaj. Pa si tako, ja. In rečem, bi bilo zato vredno vstati zjutraj iz posle? Ja, bi bilo. Ok. Se pravi, če ti hočeš, da ljudje pridejo do tebe in od tebe grejo z malo več sreče, ljubezni, svobode, karkoli si že želiš, da bi družba imela, kakšen rabiš ti biti? Reče, ja, isti. Ok. Zdaj pa kako to postati? Pa gremo pa na 4 glavna področja, se pravi, zdravje, dobro počutje, odnosi, kariera, pa upravljanje s časom. To so 4 področja, ki se z njimi ukvarjamo vsi ljudje. In še v podpodročja, se pravi, spanje, hidracija, hranila, odnosi z vsakim posebej, kariera, do tega šola, kaj bi rad počel, kako bi hobije spremenil, pogledamo odnos do denarja, do financ in tako naprej, in upravljanje s časom, pa vse, kar prej ugotovimo, zakaj jim je pomembno, kaj so akcije, ki jih rabijo narediti, da to uresničijo, da pa dajo v koledar. In še ni bilo mladega, pa govorim čez to, mladih smo dali čez, ko si je zapilo koledar,
je čutil več svobode, kakor prej, ki je imel prazen koledar. In ko mi ne vemo, zakaj se sploh truditi, če se ne rabim za nič potruditi, rečem, jaz bi PlayStation, dobim PlayStation, sine, ti sam šolo delaj, ne rabiš nič doma pomivati, nič ne rabiš sesati, nič praha brisati, mogoče si sobo pospraviti, pa to ni nujno. Se pravi, ko ti dobiš, brez da karkoli daš in doživiš frustracijo pri tem, ko ti ne gre, pa si se potrudil, pa nisi dobil, ker nisi spel tako, ker smo bili zmenjeni, enostavno pol, zakaj bi? Kaj je smisel, če vse tako z lahkoto dobimo, ne? In pol, ko pride v to obdobje, kjer pa ne mora več nekdo drug reševati riti namesto njih, so pa težave toliko velike, da starši hodijo na razgovore za službe ali pa namest teh pikcev svojih pridejo na razgovor in jim rečejo, te oddelki za kader jim rečejo, ja, naj pride vaš sin, a ne, če hoče imeti službo, in oče reče, zakaj? Jaz sem kar tako, kje se je izgubil ta kompas v družbi, da oče reče, zakaj mora sin priti na razgovor, da dobi službo, zakaj nisem jaz, se jaz govorim o njegovem imenu, in pa mu rečejo, ja, zato, ker ne boste vi tle zaposleni. In pa tako, presenetljivo, kam smo prišli. Umik kot strategija, se pravi pasivnost kot edina oblika nadzora, ki jo čutijo. Pravi, oni s tem umikom držijo nadzor. Ker imajo na distanci stvari, so tako, se počutijo saj malo v kontroli. Ker ko so odrašli, so šli ven, pa so starši hitro dali pokrovko gor. Ne smeš to, ne to, pa je nekaj probamo, ni ratalo, vidiš, sem ti rekel, ne delaj tega, ker mali si neumen. Konc. Enkrat je rabo slišati od osebe, ki mu je pomembno, da je z njemu nekaj narobe, ali pa začutiti, da si ta oseba misli, da je z njemu nekaj narobe, je konc. In pa odtujenost od sebe, oni ne vejo, kaj čutijo, kaj hočejo, kdo so. Tu pa tudi ne vejo, ker se mi odrasli ne znamo pogovarjati. Če bi se jaz zdaj z komorkoli od vas tukaj, bi se dobila 1 na 1 in bi rekel, živijo, kako ste, dober, v redu, gre, ok, pa ti, tudi. Kaj pa vreme? Ja, lepo vreme, lepo. Danes je sonček, bom šli lahko malo na sprehod, pa veš kaj, pol moram pokositi, pa malo vinograd, pa tako, ja, fajn. Pa si videl včeraj, joj, ta politika, Messi je zgrešil gol, si videl, kaj je ona rekla. A mi smo se vprašali, kako si? Vprašanje, kako si, pomeni, kako se trenutno počutiš, ampak za nas je tudi toliko samoumevno in otroci tu poslušajo, da tudi moji tam mali, čeprav probam drugače, imam 5 pa 3 leta, pa zdaj še 1 mesec staro punčko, je isto, taj, kako si, v redu. Ampak se dostikrat javim, da tudi jaz njih vprašam, a si v redu? Sem. Pa kaj pa pomeni v redu? Da imam vse v redu, da ima vse v življenju, v mojem življenju, kar mi je pomenilo svoj red. Pa je to čist nekaj drugega. V resnici pa nisem dober. Jaz danes pred tem predavanjem nisem plačal are za rezervacijo ene hiše, kjer imamo ponavadi bootcamp za mlade in je lastnica oddala tudi turistom. In moramo zdaj najti nekaj drugega. In zdaj jaz ne poznam toliko ljudi, ali pa ne vem, da jih poznam, ki imajo na voljo eno hiško, ki je noter bazen, sauna, 3 sobe, da lahko 17-nikov imamo noter, pa za mentorje, pa da sami kuhamo, pa da je lokacija dobra, pa blizu športno igrišče. In, kaj zdaj? In če bi vam to odgovoril, je verjetno večja šansa, da bi tudi vi šli pol, veš kaj, jaz pa poznam enega, tle si ga pa res pihnil mimo, kaj boš naredil? Ja, veš, mogoče unga, tretjega, no, daj nared. In je iz vprašanja, kako si gremo čisto nekam drugam. Jaz povem, kako se počutim nesposobnega, zafrknil sem, pustil sem na cedilu nekaj ljudi, ki bomo zdaj mogli iti v akcijo in nam bo to dodatno vzelo nek čas, ki smo ga imeli planiranega za nekaj drugega. In tako naprej. In tega manjka. Saj prijemo v razred, dober dan, učiteljica, profesorica, kako ste? V redu. No, danes pa smo izgubili. Ker mlade vprašam v srednjih osnovnih šolah, kdo pozna življenjsko zgodbo učitelja? Noben.
Kdo pozna življenjsko zgodbo svojih staršev, preden ste se rodili? 50%. Sprav, generacije odraščajo z ljudmi, ki niti ne vejo, kaj so dali v življenju čez. Razlika je pa ta, da oni ne dajejo več spoštovanja, samo zato, ker ste vi profesorca, profesor. Hvala te. Spravi čujem, ne znam tega zrihtati očitno, v glavnem telefon mi je. Samo zato, ker ste vi profesor, profesorca, vam ne bojo dali spoštovanje. Vam pa dajo spoštovanje, ker se jim boste odprli, ker jim boste povedali. Aha, danes sem pa doživel to, meni je pa to pomembno. In mogoče kdaj med predavanjem kakšen košček kraj, več te človeškosti. Ja, pa pol bojo pa študenti to izkoristili, pa bojo govorili, kakšen sem, pa kaj je z mano narobe, da je meni to pomembno. Oni si že zdaj mislijo, da je z vami nekaj narobe, zato ker niso povezani z vami. Oni si zdaj mislijo, pa kdo ta profesorca misli, da je, ali pa ta profesor. Tle pride neki predavati, tam je pa Andrew Tate nikoli ni bil profesor, ali pa Kim Kardashian nikoli, pa služi milijone, se vozi na jahtah, se pa tle meni učiteljica pove, kako naj vodi podjetje, profesorca ali pa profesor, ker nikoli ni imel podjetje. Smo v teh paradoksih živimo, glih zato, ker se bojimo odpreti drug drugemu. Pa reči, ja, vem, lejte, tako je, jaz sem se odločil, da sem profesor, zato, ker želim podpreti mlade. Imam nekaj znanja, sem pa pripravljen odkriti z vami še kaj več, ker vem, da vi spremljate še ful več, kaj jaz. Tako da jaz bom dal neko teorijo, pa lahko skupaj pogledamo, kako se tu v praksi uresničuje, ali pa če sploh se. In pa mogoče treba prilagoditi tudi načine izpitov. Vem, da so neke zakonodajne stvari, jaz tle ni, da se ne zavedam tega, ampak vam probam ponuditi odprt, da mi bomo te, ki bomo mogli te, ki se družimo z mladimi, ubirati drugačne pristope. In jaz tudi verjamem, če bi večina profesorjev, učiteljev reklo, mi tako ne bomo več delali, bolj človeško je drugače, sej tudi unike določajo, kako bi moglo biti, ne morejo zdaj ne vem kaj narediti. Ampak enostavno te stvari, ki so včasih delovale, danes ne več. In tu nam te generacije pokazujejo zelo jasno in zato šolski sistem poka in je na meji v bistvu zloma. Kar mi vidimo pri mladih je pol kaj, ko oni sedijo tam pred nami. So leni, niso dogovorni, ne zanima ga, se ne trudi, on si je zbral ta faks, zdaj tle mi sedi cel nezainteresiran. Kaj je z njemu narobe? Zakaj? Kaj se tle dogaja? Kaj pa je zares se dogaja? Preveč je utrujen za trud, ker je zbombardiran z informacijami, kako nekdo služi to, kako ima nekdo lepšo punco, lepšega fanta, kako ima nekdo živi v takih razmerah, kako si nekdo lahko prvošči nove Jordanke, on pa ima te copate iz Primarka, itd., ipd. Hkrati pol, ko pride domov, reče, jaz bi pa rad nekaj naredil, starši reče, sanjaj, sine, tu ni za nas, mi piclevi nismo rojeni pod srečno zvezdo, boš ti mogel močno garati za vsak evro. Ni da tu kar pride, pa ti misliš, da bi, pa kar pade 10,000 evrov v žep, itd. In pol zabijemo. In gre vse dol. Ne vidi smisla vsebini, se pravi, kako on lahko to vsebino, ki se jo uči, ki jo mora znati in pokazati na izpitu, kaj se je naučil, kako bo to prav prišlo v življenju. Z tega je po mojem to ena glavna stvar, ki manjka, pa bi, da se ne poznam osebno in vem, da sigurno kdo to dela, ampak če povezujete vsebino z realnim življenjem, se pravi, zakaj je to pomembno v realnem življenju, kako lahko to uporabijo v realnem življenju, če znate to povezovati, so vaše predavanja sigurno ena najbolj zanimivih. Zakaj je ta pasivnost, ker se bojijo neuspeha? To, kar so probali tekom odraščanja in ker imamo neko to tendenco, da želimo, da so otroci popolni, da ko nekaj zafrknejo, ne vidimo, da so zdaj zafrknili malo manj, kakor prejšnjič, ampak mi vidimo, spet je zafrknil. Spet ni naredil dobro. In ni prostora za napake in pol enostavno se zapre in čaka. Mami, daj ti. Nareč solato in so preveliki koščki in mami pade ven. Pa kako tu trebaš solato? Pa ne moramo tu jesti, pa nismo prašiči, da bomo celo solato jedli. In pol otrok reče, ja, pa ne bom več. In čaka.
In se usede za mizo in solata pride, perfektno natrebljena, ker mami pač zna to perfektno narediti. In on pa se ne rab potruditi, sam pojesti. Pa še pojejo, ne pol, ker mu itak ni dobro. In zaradi tega pride do tega, da ne čutijo varnosti za tveganje. In pol je, tako kot je bil prej komentar, imajo ideje, pa ne upajo jih izvesti. No, zakaj ne? Ker se ne počutijo varne. Ne počutijo se, da če gre v akcijo, pa zafrkne, da bodo tam bili ljudje, ki ga bojo ujeli, pa bojo rekli, ok, zafrknil si, ampak zdaj si se nekaj naučil, je res. Ampak hitro gremo, zafrknil je, nesposoben, neuporaben, len, bumbar, idiot, kreten in tako naprej. Te nalepke hitro dajemo. Ne gremo pa v, ok, naredil si napako. A to zdaj kaj pomeni o tebi osebno? A si zato slab človek? Ja, ne. Ja. Je bil pa tvoj performance, tvoj nastop ni bil primeren, da bi to zadevo spelo. Tako da dajmo pogledati, ali si vložil premalo časa, ali nimaš veščin, se pravi ni kvalitete, ali ni bilo zaupanja vase, ko je bilo treba pokazati to, kar si prej gradil. In ko delam na teh treh stvareh z mladimi, enostavno pol sam odrežemo ven. Časa je dost, ok, dajmo pogledati tvoj najbolj efektiven način učenja, ga najdemo, ga prakticira, ga spravi v dejanja in ok. Če pa prije do nezaupanja, trenutno delam z eno punco, ki ima res močno anksioznost pred testi, tu govorimo o 3. razredu, je dobila 3 in se je cel razred smejal in ona se je odločila, da pač ni sposobna, ni dosti dobra in od 3. razreda naprej, pred vsako kontrolno, se ona trese. Vsako kontrolno zjutraj jo je strah, bruha in tako naprej, pa ima starše, ki so ljubeči, ki jo podpirajo, sploh jo ne pritiskajo, ne rečejo, moraš imeti 5. So tako, tudi prvi letnik gimnazije zdaj trenutno zgleda bolj v smeri, da bo padla, ker ima za popraviti kar veliko predmetov in oni niso tako mora narediti. Oni si zdaj samo želijo, da bi ona premagala ta strah, da bo lahko naprej v življenju funkcionirala. Šolo bo že zrihtala. Če padeš en letnik v srednji šoli, ni zdaj konc sveta, dvomim, da kdorkoli od nas, tudi če se mu je to zgodilo, bo pri 90 letih na smrtni postelji rekel, moje največje obžalovanje v življenju pa je, da sem ponavljal letnik. Mislim, večina bo pozabila. Tako da, to varnost je nujno treba vzpostaviti, živimo pa še spet pridemo do paradoksa v enih najbolj varnih časih, govorim za Slovenijo, v zgodovini Slovenije ni bilo bolj varnih časov, ali pa mogoče so bili 10 let nazaj, pa se je zdaj malo poslabšalo, kakor kdo ima mnenje, pa izkušnje migracije, pa Romi, jaz prihajam iz Novega mesta, pa imam izkušnje z njimi, sam nekih težkih negativnih ne, poznam pa ljudi, ki ampak je to spet specifika. Načeloma so pa najbolj varni časi v zgodovini človeštva, ne rabimo se glih bati, da bojo zdaj Turki prileteli noter. Ja, na enih delih sveta, govorim za Slovenijo, pa so otroci tle ogroženi, pa tudi mi odrasli. Naši živčni sistemi so čist razdraženi in to je velik problem. Kaj je pol pomembno? Da rabimo stik pred vsebino. Preden vprašamo po nalogah, vprašamo po človeku. Se pravi, preden začnemo z nekim predavanjem, z nekimi podajanjem informacij, dajmo se povezati s temi ljudmi. In komunikacijski pristop, ki deluje, je, da opazimo, ko pridete noter, poglejte te študente, vzamite si 1 minuto, pa jih malo poglejte, pozdravite, živijo, si spet tukaj, fajn. Pa ne rečem, da tega ne delate. Sam sem študiral, pa vem, da eni profesori so taki, eni ne, enim to ni naravno, enim je to težko, sam glavo dol, eni pridejo samo v službo, se pocahnajo, odpredavajo, pocahnajo, grejo domov, ampak se moramo vsi zavedati, da če nismo tam z ljudmi, od njih pa pričakujemo človeškost, če jo ne vidijo, ne dobijo, jo ne bojo dali. Te generacije so sploh take, tako kot smo že povedali, so pasivne, čakajo, čutijo se ogrožene, bojijo se neuspeha in moramo jim mi priti prvi nasproti in pokazati, da je ok. Vprašati in pol poslušati, zelo pomembno. Ljudje se ne znamo poslušati. 90% komunikacije je poslušanje. To pomeni, da smo 100% prisotni,
ker nam ta študent odgovarja, ali pa študentka, ali pa sodelavec, ali pa partner, ali pa otrok, ali pa starš, ali pa šef, ki nam nekaj govori, da poslušamo, ker nam želi nekaj predati. Ne znam, nimamo vedno optimalnih načinov, ampak če poslušamo zadaj, slišimo, kaj je njihov namen. Pa tudi, če nam ni všeč, ok, sprejmimo, sej ni konec sveta. Ne bo zdaj, če ti neko mnenje ni všeč, bo šel domov brez roke ali pa izgubil življenje. Zelo smo napeti, kot sem prej rekel, ta živčni mehanizem nas je zelo, zelo razdražen. Govorim družbeno gledano. In to zato, ker smo obrnili en trikotnik okrog, bom čez 2 slajda mečkam več o tem. Sprav vprašanja, ki odpirajo pogovor. Kaj ti je trenutno najtežje? Kaj bi ti pomagalo, da bi lažje naredil naslednji korak? Kaj je bilo zadnjič, ko si bil res ponosen nase? Se pravi, opaziti jih, videti jih, biti z njimi povezan. Vem, da imate veliko število, sploh če večletnika učite, pa ni lahko držati v glavi. Mogoče nekje celo, sem hodil na ekonomsko fakulteto v Ljubljani, 900 študentov v 1. letniku, a ne? Ampak dosti je, če oni opazijo, da saj z nekaterimi, da ste tam, da jih vidite, veliko da ta ena človeškost, pozdraviti in tam biti. Vem, da tudi oni ne pozdravljajo nazaj, ampak tu so se tudi naučili od nas, ker jim je tudi mami rekla, slišim situacije, da mamice hodijo pa oči po faksu s svojimi študenti. V našem času je bilo tu sramota, kaj zdaj mami dela. Ja, mora se to referat nekaj zmeniti, pride mami zraven. Ja, pa če se moram jaz zmeniti, a ne? Mora mami se za mene meniti, če jaz lahko izpit nekaj, ampak zdaj je tu kar neka normalnost, navadnost in je najprej treba tu sprejeti, da tako je, spoštovati, dati spoštovanje, kljub temu, če nam ni všeč, in pol tu nagovoriti, pa zgraditi nekaj, ampak tle je seveda družbeno, niste sam profesori za to odgovorni, a ne? Zdaj reči, ja, pa kaj čem jaz, če drugi pa nič? Ja, ampak če vi, pa vaš sodelavec, pa sodelavka, pa nas je naenkrat 5, pa nas je 9:30, pa je kritična masa na fakulteti že taka, pa smo še malo vztrajni, pa odločni, pa jih je pol, a ne? Počasi, tako se gradijo neki movementi. Saj tako smo šli tudi v kontrasmer. Ja, če ne, tudi jaz ne bom, pa pol je rekel, ja, če Jernej ne, tudi jaz ne bom, ja, pa če Lojska ne, tudi jaz ne bom. In je šlo pa celotno gibanje v drugo smer. Sprav, dobro vprašanje naredi več kot dober nasvet. To definitivno tle lahko povem tudi zaradi tega, ker naši programi so vsi plačljivi in dejansko smo odvisni od tega, koliko smo dobri in koliko dobro se znamo prodati. In za dobro prodajo ali pa za dobro mentorstvo moramo veliko spraševati, pa malo govoriti. Odgovoriti res pravi na vprašanja, kakor da nekaj slišim, pa kar podajam. Kaj, tako, ker smo imeli 3-4 vprašanja prej na začetku, a ne? Da vi odkrijete, če jaz poslušam, da je otrok len, od njega pričakujem pa samoiniciativnost. Pa se jaz blokiram njegovo samoiniciativnost. Jaz bi rad srečo pa ljubezen, pa se pogledam zjutraj v gledalo, pa si mislim, kaj je mati narava mislila, kaj je mene delala. Je pa, kako boš imel druge rad, če sebe ne znaš imeti? Prav, kaj mladi zares potrebujejo? Številka 1, varnost. Pač ne počutijo se varno in če se ne počutimo varno, se, pojačamo tako ali drugače, damo gor ščit, postavimo zid, na zid damo mitraljez, pred zid damo minsko polje, pol damo še žičnato ograjo, pa rečemo, jaz bi rad ljubezen, jaz bi rad uspel v življenju. A ljudje sploh ne morejo do tebe priti. Brez drugih ljudi ne moremo uspeti. Luka Dončić ne bi bil tle, kjer je, če ne bi imel trenerjev. In logično, da imajo otroci trenerje za košarko, logično je, da imajo trenerje za nogomet, da imamo mogoče celo trenerje za finance, starši velikih ima trenerje v službah za biznis, poslovni coaching. Pa prijemo do življenjskega coachinga, so pa vsi tako, ja, ne vem, bomo še malo sami probali, pa sej ni tako hudo, pa v bistvu je, ampak tle pa kar ni samoumevno, da bi si priznali, ja, ne znamo živeti, noben nas ni naučil biti starš. Tako
bom jaz znal biti ful dober starš, če me ni noben naučil, če vse, kar imam, je zgled mojih staršev in ali je bil ful dober, pa ga ponavljamo, ali pa nam ni bil všeč, pa gremo kontra, pa je še vedno v naših starših, ni to moj način vzgoje. Drugič, vidnost. Želijo si biti videni, slišani, cenjeni, to je v bistvu naša osnova. To vsako jutro oziroma vedno prej gremo na delavnice, rečemo, prihodnost sveta temelji na miselnosti vseh nas, ki smo slišani, dojeti in cenjeni za to, kdor smo. In tako mi poslušamo in delavce na šoli, in mlade, in starše, in dejansko zaradi tega imamo 98% stopnjo zadovoljnosti. Zdajle v sodelavci je bil včeraj šolski center Krško, 2 delavnice, 3. letnik gimnazije tehnične, pa 1. letnik pač ena strokovna smer, in je imel 100% zadovoljstvo, pa nismo prijazni. Smo zelo direktni, iskreni, surovi, ampak vedno spoštljivi in vedno pridemo iz slišam in mladi si tega želijo, oni si želijo imeti realnih pogovorov. In tako v njih pol spodbudimo smisel. Ker ko veste pa že oni, ki ste imeli izkušnjo, ker oni najdejo smisel, se je bil prej komentar, se iščejo, ker se pa najdejo, pa ni stvari, ki je ne bi mogli. In to je zelo, zelo pomembno. Zdaj rabijo avtonomijo, pa imajo ta izziv, da so starši preveč okrog njih in jim jo ne dajo. In zdaj, ko pridejo na faks, kako lahko vi to spodbudite, prvo morate razumeti, sprejeti, da tako je, in da ne boste rešili vseh, jih ne morete, ne pa obupati nad njimi, ampak z unimi, ki se povežete, jim to spodbujete, pa mogoče najte še enega ekstra, ki je totalno nezainteresiran, ki zgleda najbolj tak, pa si mogoče unga vzamete tako, raziskal bom, kaj se dogaja. Sam, da zanima me, kaj se dogaja. Ne bom ga popravil, nič nočem od njega, vseeno je, če naredi letnik ali ne, ampak zanima me, kaj se z njemu dogaja. Pa bo pred sigurno drugače, ker boste mimogrede jih pobrali še ene 5-10, pa bo šlo. Zraven so pa te veščine, da morate tudi vedeti, kje postavljati meje, da ne pol preveč študentje, pa cel dan, pa 24 ur na dan dobivate maile, pa vskus odgovarjate sproti. Si naredite en red za vašo lastno bit, pa za vašo avtonomijo. In pol pride do stika. In ko imamo pa enkrat stik, ko nismo na 2 bregovih in vsak drži svoj most gor, ali pa vsak drži pištolo usmerjeno drug od drugega in rečem, jaz bom spustil, ker boš ti spustila, ona reče, jaz bom spustila, ker boš ti spustil. Pa nobene spusti. Če nobene spusti, je skozi vojna, ali pa če noben ne da dol, ta tudi ne, se skozi sam nekaj obmetava med 2 bregovi. Treba je graditi stik pa pomeni, da imamo most, ker imamo most, gre pa čez marsikaj, lahko tudi zafrknemo. Moje izkušnje so, da so otroci, mladi zelo odpuščajoča bitja, ker nas imajo radi, ker si želijo vodenja, ampak dajo to priložnost samo ljudem, ki so z njimi realni, iskreni, odprti, avtentični in polje so res čudeži se dogajajo. Pač to je tako. Tista punca, ki sem rekel prej, anksioznost, sva pogledala v veri in je prvič po eni mentorski uri, pa imamo program 8 mentorskih ur, po eni mentorski uri je in ni je več strah, ker gre pisati. Če pa jo je, pa imava hitro sistem, če pride med testom, pogleda, kaj je bil ver, pa rečemo, fliknemo stran to misel, dobesedno tako naredi, ker še hip-hop pleše, tako, in jo zamenja z nečim drugim, ker dostikrat rabiš sam ta naš možgan, ne vem, če veste, ima v povprečju 60 do 90 tisoč misli na dan. Jaz jim rečem misli možganski prci, da jih ne jemljem preveč resno. Saj mi ne vedno rata, ampak mi vedno bolj ratuje. Ker pač enostavno misli se producirajo, mi ne moramo nehati misliti. Kar pa imamo izbiro je, s katero mislijo se bomo igrali. In to je še posebej mojstrstvo v predavalnici, ki so tam študentje, ki jim predavate in vidite in ima en čuden pogled in si misliš, pa kaj jaz tle delam, pa tu je čist brez veze. Sam misel, stran, nadaljujte, verjamete vase, povežite se z njimi, pa te mislih je milijon in če jih poslušamo, zblaznimo in
danes je tega veliko. Še eno zanimivost, so delali raziskavo v Ameriki od leta 2000, že dolgo jo delajo, ne? Spremljajo mentalno in čustveno stanje mladih. In potem so opazili, da leta 2010 je to začelo rapidno padati. Mentalno čustveno stanje začelo leta 2010 zelo močno padati. Kaj se je zgodilo leta 2010? Invazija pametnih telefonov v otroške sobe. To je bilo dosti. Noben jih ni naučil odgovorne uporabe tega, kako se vesti, kako ga uporabiti, zato da ti je lažje v življenju, da ti olajša življenje. In ko ni tega, pride avtomatsko do zlorabe, ker pa podjetja delajo na tem. Oni nastavijo algoritme, oni imajo zadaj psihologe, nevroznanstvenike, ki vejo točno, kako deluje možgan, točno kaj morajo reči, ob katerem trenutku, na katero višino ekrančka nastaviti. Ta novi telefoni, če imate Apple ali pa bilo katerega, in ko vi gledate, on spremlja, kam vi gledate, v katero višino telefona. In pa vam tiste reklame, ki vam jih hočejo prodati, bombardiral točno tisto višino, oziroma na ta način prepoznava, kaj je vam zanimivo in vam pol več tega daje. Se verjetno ste pa že imeli izkušnjo, če se mi zdaj pogovarjamo na polno od mačje hrane, pa nimamo mačkov doma, bomo kar naenkrat dobili reklame na Instagramu za mačjo hrano. Tako da, tega se je treba močno zavedati, da tu je tle vdera noter in edini odgovor kontra po naših izkušnjah je ljubezen, stik, zanimanje, odprtost, da se mi odpremo, mi priznamo napake in pa oni vidijo, okej, nisem edini, tudi njemu se to dogaja, njej se to dogaja. In zato je v digitalni dobi zelo pomembna vloga mentorja in ne več učitelja, profesorja. Zdaj, če ste zapeti na to, da ste profesor, profesorca, ker ste naredili šolo in vam to nekaj daje, v večini ljudeh ste več zgubili, kakor dobili. Ni tu več status, saj ste že najbrž opazili, da ni zdaj tu nič posebenega in je bolj lasten egotrip, kakor kaj drugega. In klasično podajanje informacij ne deluje več. Če pa bi sebe spremenili, jaz sem profesor, ampak tukaj pridejo otroci in sem dejansko njihov mentor. Vse to se dogaja pa na diplomskih, pa magistrskih nalogah. Ampak ste cel čas mentori. Oni pridejo, gledajo vas in vi ste zdaj tam eni odrasli, ki jim nekaj dajete. Samo oni ne gledajo samo informacije, oni gledajo vas kot človeka. In jih zanima ta človek, ker vejo, da zadaj pa vejo, da je na internetu veliko slabih informacij, veliko enih bedarij, ki v realnosti ne pijejo vode. Ampak, če je internet zlagan, pa se jim realni ljudje pretvarjamo, da se boljš počutimo, kakor v resnici je, da smo boljši, da smo nekaj, kar spodaj vemo, da nismo, se pravi, kam naj se pol uprejo na neko realno, na neko človeško plat, če je ne dobijo nikjer. Zdaj je pomembno, da ste sidro, ne reševalec, ker hitro znamo biti v tej vlogi, sploh tisti, ki imamo malo vse tega, bi rekel, vzgiba, da radi pomagamo, pa glede na to, da delate z mladimi, je nekje to vas sigurno noter, in je zato zelo močno pomembno, da nudite stabilnost, ne odgovorov. Naredi napako, pridi nazaj, pa bova skupaj analizirala. Samo refleksije mladi niti ne znajo, pa tudi odrasli ne znajo delati, se jo bojijo. Ker v samorefleksiji pomeni, tule sem pa zafrknil, jaz sem slab človek, kar sem že prej omenil, in gremo vse na osebno jemljemo, ne na naš performance. Nimam veščin, zato mi ne gre. Bodite zrcalo, ne sodnik, se pravi, odražajte in ne ocenjujte. Tle gre vedno tako, mlad nekaj reče, pa vi ste bedni. Mislim, da sem bedni, zakaj? Ja, pa ker tle predavate ene stvari, ki jih ne bomo nikoli rabili v življenju. Razumem, mogoče se res zdi tako, pa dajva pogledati, a vidiš tole tle? V realnosti se to odraža tle, lahko vidiš tam tako, hkrati pa kaj delamo še? Mojstrimo tvojo veščino pomnjenja, tvojo veščino zapisovanja in medtem, če mi nekaj pišemo,
pa si zraven tako ponavljamo, se nevropovezave nove ustvarjajo. Dejansko ratuješ bolj pameten in tako naprej. In kaj enkrat in to daš, so pol mladi tako, ok, cool. Če gremo pa takoj mi v obrambo, ker ti nekdo reče, da si beden, ja, pusto si ga s tem, da ima odkriti zakaj, Spremljevalec, ne poganjalec. Prav, hodite zraven, ne potiskati od zadaj. Oziroma, jaz se rad malo bolj tako izražam, pa črn humor mi, jaz rečem, jaz te ne bom vlekel za zobe, da boš ti nekaj naredil v življenju. Mladim, ki mi pridejo na mentorstvo, jaz bi. Ok, a boš ti delal ali pričakuješ, da bom jaz delal? Ne bom jaz delal, ok. Če boš ti delal, pol lahko delamo skupaj. Če pričakuješ, da bom jaz ne bom. Jaz moram svoj life furati. Te pa lahko odprem ene stvari, se nekaj zmenimo, dogovoriva, če se boš držal dogovorov, boš prišel v željeno, pač kamor ti želiš, če pa ne, pa ne. Ne moramo lulati namesto njih. Pa smo tam zraven, jih usmerjamo, ne hodimo namesto njih. Se pravi, usmerjamo, odpiramo vrata, poglej to opcijo, poglej iz druge smeri, razvijamo kritično razmišljanje. Če pa jih mi sam poganjamo, kar je danes v tendenca v družbi, ja, pa otrok ni motiviran, pa pol mama reče, joj, zdaj imamo pa mi šute. Sem jaz pa mami, vi ste že naredila šolo. Ja, vem, ampak ste glika rekla, da imate. Ja, že tle je problem. Da opominjamo otroke, pej se učiti, pej delati naloge, mogoče še kakšne mame na faksu to delajo, se učiš. Pa on ve od 3. razreda, da se mora učiti pa delati naloge. Sam, ker mu skus nekdo teži, čaka. Dokler mu ne toliko močno teži, da pa gre pa naredi, ali pa glih zdaj mentoriram eno punco, ki so ji starši toliko močno težili za učiti, da je nabrala 30 čutov od 46 ocen in je rekla, mi na mentorstvu sami so si krivi, da imam take ocene, ker mi skus težijo. In ona je za nalašč svojo prihodnost ali pa svoje življenje dala pod riziko, zato da bi staršem pokazala, da ni tu pristop, ki za njo deluje in si želi drugače in jim ne zna več povedati, ker jo se ne počuti slišana, cenjena, videna, enostavno je materializirala to stvar v področju, ki je staršem zelo pomemben. Zbrav, iz naše prakse notranja jasnost. Mladi, ki znajo pojmovati svoje stanje, lažje naredijo naslednji korak. Varna skupnost, se pravi, oni si želijo imeti nekoga, ob komer se počutijo varno, kjer lahko izražajo karkoli in ne bojo obsojeni, bojo razumljeni in to zniža strah pred neuspehom in poveča tveganje, se pravi, te ideje, ki imajo, se jih bojo vsaj upali realizirati. Vemo pa, da slovenska mladina, ko ima neke ideje, so res top. Mislim, da zdaj je Univerza v Ljubljani so zmagali na nekem natečaju v Ameriki za letalstvo. Pa bi rekel, tam so Američani, MIT in tako naprej, ne vem, vse te priznane svetovne fakultete in pol je zmagala skupina mladih iz Slovenije. Pa ne mislim zdaj nič, ker vem, da je tle Univerza v Mariboru, upam, da ni zdaj to vzel, da zdaj njih častim, ampak govorim, res, ker Slovenci nekaj naredimo, gremo. In je treba tega več mladim, ker eni rečejo, da bi mi bili lahko Švica. Ne, mi bi bili lahko boljši, kot Švica. In majhni preboji, en pravi pogovor lahko obrne smer brez velikih programov. In to je pa nekaj, kar vidimo na naših delavnicah, ker oni lahko anonimno vprašajo vprašanje v šolah in ko dobijo odgovor, se kar sprostijo. In je tako res vprašaj, kako naj izboljšamo odnos starši, povemo, kje so vzroki, da ni, kaj lahko naredi, gre, naredi, vidi rešitev, podoživi rezultat in otrok gre iz delavnice drugačen, ki je prišel, pa ni nič rekel na glas. Sam napisal je listek, vrgel v škatlo, mi smo naključno potegnemo listek ven, preberemo. Mogoče tudi ena taka stvar, ki se lahko ugrete mogoče na kakšnih vajah, da malo rečete, ok, zaupam mladim, itak so pametni, bojo že prinesli noter, ne rabim jih jaz skus neki trpati, dajmo se danes malo igrati o življenju, pa malo pogledati, kaj se dogaja z nami kot ljudmi. Ker
Prej sem omenil, preden gremo na tole refleksijo, bom šel nazaj. Se pravi, v družbi imamo zelo močno razdražen živčni sistem. Skusimo v nekem fight or flight modu. Redko kdaj smo sproščeni. In obstaja eno zaporedje, se pravi, živčni sistem, odnosi, jaz. Zdaj v družbi smo pa tu obrnili okrog. Moram zase poskrbeti, za vse moje potrebe, pol bom poskrbel za odnose, pol bom pa šele skrbel za svoj živčni sistem. In zdaj trenutno nam zelo močno kaže, da tu ni pravi pristop. Je treba najprej regulirati svoj živčni sistem. Spanje, neke vizualizacije, karkoli vas sprosti, da se amigdala ne skozi dela in da so živci sproščeni, ne da so hrbtenjače cele napete, že sam nekdo te kliče, pa si tako, kaj bo zdaj narobe? Ker smo doživeli toliko enega stvari, ker nas je nekdo poklical, kaj je narobe. Jaz še danes to doživim, prej, ker sta bila 2 klica, zdaj vmes, moja prva misel je bila, kaj bi zdaj radi od mene? Kaj je zdaj narobe? Kaj moram reševati? Sodelavka me kliče, ki je odgovorna za vse operacije v firmi, se pravi za teren. En me kliče, ker sem z njemu snemal podcast, kaj je zdaj narobe spod? Takoj. In če moj živčni sistem ni miren, pa nisem jaz miren, ko pridem domov k otrokom, pa ne morem imeti dobrih odnosov, pa se sekiram zaradi tega. In pa sem tudi jaz slabo, če dam pa fokus nase, da pa jaz zdaj moram poskrbeti, da jaz najboljši jem, pa da jaz ful zaslužim, pa da grem v gym, pa vse te stvari, ki jih počnem, ampak če živčni sistem zraven ni miren, padajo odnosi, vemo pa vsi, da za ljudi vse obstaja v odnosih in nas pol to zelo, zelo močno obremenjuje, ko nas stvari ne delujejo tako, kot bi si želeli. Prav, refleksija za vas. Pomislite na enega od vaših študentov, za katerega vas skrbi, ali pa si enega vzamete, ker vam nekaj čutite, da nekaj ni v redu z njim, ali pa njo. Se vprašajte, kaj resnično veste o tem, kaj doživlja, in ne o tem, kaj dela ali pa ne dela. Si mogoče vzamete tako minutko za sebe, poglejte, je sploh res poznate, oziroma jo poznate, ali sam vidite, kaj dela, ne dela na vaših predavanjih, pa ste si iz tega izoblikovali mnenje o njih. Ker naš ful hitro daje mnenja, nalepke gor, zakaj? Ker je naloga uma, da nas zaščiti pred bolečinami in nevarnostmi. In moramo hitro poriniti človeka v en koš, kjer ga lahko držimo v tej coni, da vemo, tle se jaz lahko počutim varno, ker je on tak, vem kako, ker je ona taka, pa ponavadi s temi nalepkami zelo močno zgrešimo. Oziroma si vzamemo možnost za neke pristne odnose potem, radi bi pa, da nas oni poslušajo, pa spoštujejo, pa sledijo, pa delajo, kar smo mi zdaj prišli predati. Poglejte, kakšen je vaš privzeti odziv. Ali opazujete ali interpretirate. Se vprašajte, kdaj sem nazadnje vprašal in ne zahteval. Ali imam jaz vprašanja ali imam pričakovanja. Ker če imate pričakovanja, smo prej pogledali, kaj pričakujemo od mladih. Morate vedeti, da neizpolnjena pričakovanja so številka 1 razlog za razburjenje. Jeza, frustracije, veliko enega stresa in takih stvari pride iz tega, ker imamo mi pričakovanja tukaj, realnost je pa tukaj. In dlje ko sta, večje je razburjenje. Imamo pa ljudje nerealna pričakovanja, in ta nerealna pričakovanja nam obremenjujejo 90% našega življenja. Ker, tako kot je Danilo povedal, da je 78 profesorjev se v torek, ko sva se slišala, preverila, da je 78 profesorjev prijavljenih oziroma zaposlenih, jaz pa tle vidim številko 50. In zdaj bi jaz lahko bil, pa ko se ta univerza v Mariboru gre 78, ni čudno, da jim nič ne laufa, ni čudno, da se ne znajo z otroki povezati, pravijo, da bojo prišli, pa ne pridejo. To niso resni ljudje, a hkrati zanemaram vas 50, zaradi tistih 28, ki jih ni, pa niti ne vem, zakaj jih ni.
ker lahko so tam res neke stvari, lahko je nekdo zbolel, lahko je prišel študent, pa je rekel, a se vam zdaj dal pogovarjati s študentom, pa mu naredil neko razliko, prispeval, a grem poslušati, kako naj to delam. Ne vemo, kaj se dogaja. Ne? In lahko hitro obsodim, sam, če vas obsodim, smo zgubili na odnosu, na vsemu. In to vse samo zato, ker ni bilo izpolnjeno pričakovanje. 78, zdaj jih je pa 50. To je zato, ker sem jaz beden, pa oni so bedni, pa svet je beden, pa vse je kar neki. Ali pa gremo v otopelost. Se vseeno, tudi če bi jih bilo 10. Kaj če jaz sem tle prišel, pobral bom nek denar, neki sem dol, dober je, vseeno je. Ni, ne? Res ni. Ampak vse to narekuje naš ego, ta preživetveni ki nas hoče zaščititi od vseh bolečin in nevarnosti in je boleče. 78, 50, lahko boli. Lahko je pa 50, še eno leto nazaj bi bil pa dost živčen. 50 profesorjev, ker sem bil vzgajan, da učitelj je avtoriteta in nisem imel nikoli v življenju težave z niti enim učiteljem ali pa profesorjem na faksu, nikoli zapenjal, ker sem jih vedno spoštoval, ker sem bil tega naučen. Nisem se strinjal z njimi, sem jim to tu povedal, ampak sem jih vedno spoštoval. In smo imeli super odnos. In zdaj pa jaz, tle en Jernej Picelj iz Novega mesta, 25,000 ljudi, bom zdaj tle učil te vele ume naše, ki razvijajo take in drugačne smeri, strokovnjake o nekih stvareh. In to vse nas lahko obremenjuje. Predvsem pa tudi poglejte, kaj ste danes naredili za varnost v predavalnici. Ozračje v predavalnici gradite vi. Gradite vi, ko stopite noter. In mogoče ena taka tehnika je, preden stopite v predavalnico ali pa greste iz kabineta v predavalnico ali pa se srečate z bilo katerim človekom, se vprašajte, kdo je ta človek za vas. Ali pa, kdo je ta skupina študentov za mene. Ok, ta skupina študentov za mene so mladi, ki so tle prišli, ne vejo vsi zakaj, ampak imajo potencial vse in želijo nekaj narediti. Vemo, da mladi želijo biti uspešni in zaslužiti denar, ker nam je Jernej povedal, da 23,000 mladih v osnovnih, srednjih šolah dvigne roko, ko jih vprašam, kdo želi biti uspešen pa zaslužiti veliko denarja. Ok, kako ga jaz lahko podprem na tej poti oziroma njih. In kar še krat pride tudi do tega, da vam bo navrgel ven, da rečete, dobro, meni izgleda tako, da vam je vseeno, da ste tukaj. Zakaj ste tukaj? Ja, ni nam všeč, da nam tu pa pa tretje moramo, pa tle se učimo nekaj, ki je brez veze, pa ne rabimo za življenje. Ok. A pa niste tega vedeli preden ste se vpisali na faks? Ja, ampak ne morem biti zdravnik ali pa nekaj, če tega ne naredim. Ok, razumem. Torej, prišel si, izbral si, jaz rečem šport analogijo, izbral si igrati nogomet, vedel si, kakšna so pravila nogometa, vedel si, kakšen je sistem, ko se igra nogomet. Zdaj pa jokaš zato, ker ne moreš tapkati žoge po sredini igrišča. A je tu smiselno za tebe? Ja, ne, res ni. Ok, cool. A smo pripravljeni odkriti, kaj bi pa bilo smiselno? Pa lahko gremo. Kdo si želi biti uspešen, služiti veliko denarja? Ja, vsi, ok, cool. Kjer so veščine uspešnih ljudi, ki zaslužijo toliko denarja, ki si želijo? In 5 osnovnih, ne zamujaj, disciplina, doslednost, bodi spoštljiv v komunikaciji in naredi tudi tisto, kar ne maraš, da priješ do rezultata. Res, to vsi odrasli. Moramo delati stvari, ki nam niso všeč, kdaj pa kdaj, ampak če želimo nek rezultat imeti, treba tudi čez to iti. Če smo spoštljivi v komunikaciji, imamo dobre odnose, se odpirajo priložnosti. Če smo dosledni, naredimo, kar rečemo do takrat, kar rečemo, imamo spet več priložnosti. Če smo disciplinirani, ki je povezano s samokontrolo, se pravi, vemo, da nam nekaj škod, se pravi, tega ne delamo, čeprav nam vse v nas kliče, da je pet jesti to čokolado zvečer, a vemo, da bomo s tem si podarili nekaj, ali pa če se ga napijemo za vikend, čez teden si treniral, si cel teden treninga povozil, sploh starejši, ki si toliko bolj, in take stvari, je spet več nekih možnosti za nas. In če ne zamujamo, tudi super.
če bi jaz danes zamudil pol ure, verjetno me ne bi noben čakal, pa Danilo bi bil, alo, kje si, pa naslednjo leto me ne bi klicali ali pa kadarkoli več. Sej lahko da tudi zdaj me ne boste, če sem naredil kaj takega ali pa rekel kaj takega, kar vam ni všeč. Sem tudi že dobil nazaj, da ker še jim ni všeč moj način podajanja, ker ni tako strokoven, pa uraden, pa knjižno slovenski. Ampak jaz tak sem, to je realnost in življenje je takšno in če znamo biti z vsem, se imamo lahko dobro, če pa hočemo imeti neke tabu teme, pa predalčke, pa ne bo šlo. Evo, smo prišli do konca, zdaj pa na vas. Mladi ne potrebujejo popolnih profesorjev, popolnih odraslih, ampak potrebujejo prisotne ljudi, avtentične, ki jim bojo pokazali to človeško plat, ki definitivno ni perfektna, je pa po drugi strani zelo, zelo perfektna, kompletna in celostna. Tako da, če ima kdo kakšno